Torezma. Bom jaz prebral, da sem naprej ministr, da bo zdaj on tam sam to imel, oziroma da bom jaz. Cheers. Nas pričakali danes na Zdevoša izgleda, kjer bo super člani države. Javite lestvice direktorji popisam mesece za nas, da bi njimi tudi prijemni in izvojni, da bi s nami, da bi tudi Izvolite.
Spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Matej Tonin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But, direktorji in poveljniki poklicnih gasilskih enot, župan občine Domžale, gospod Toni Dragar, kateri je upravičil današnjo odsotnost zaradi nujnih zadev, prejemniki odlikovanj in priznanj ter predstavniki medijev. Lepo pozdravljeni v imenu Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. Današnji svečani dogodek smo pripravili zaradi podelitve spominskega znaka za požrtvovalnost v boju proti COVID-19, katerega podeljuje Vlada Republike Slovenije na predlog predsednika vlade gospoda Janeza Janše. Po podelitvi spominskih plaket in priznanja civilne zaščite bodo poklicni gasilci Centra zaščito reševanje Domžale in poklicna gasilska enota Celje predstavili opremo za dekontaminacijo in dezinfekcijo prostorov in oseb. Ob epidemiji COVID-19 smo v poklicnih gasilskih enotah po Sloveniji poleg rednih intervencij izvali tudi neposredno povezane intervencije z odzivom na epidemijo. Poklicni gasilci smo bili preko občinskih štabov civilne zaščite vključeni v izvajanje različnih nalog, kot so pomoč zdravstvenim ustanovam, DSO-jem, pomoč pri vzpostavitvi COVID vstopnih točk in razkuževanje javnih prostorov in površin. Poklicne gasilske enote se vključujejo v dekontaminacijo objektov takrat, ko redne službe ne zmorejo same upraviti dela oziroma je sama izvedba nujna. Predvsem so to objekti javnega pomena, DSO-ji, varstveni centri, vrtci, zdravstveni domovi, ki morajo delovati in pri katerih obstaja velika možnost širitve okužbe med ranljivejše skupine. Prav tako je bil namen tega, da ne upravljajo vse gasilske enote, ampak le gasilske enote širšega pomena, sicer bi s tem lahko ogrozili delovanje javne gasilske službe. Vse poklicne gasilske enote je Uprava Republike za zaščito in reševanje opremila z osebno zaščitno opremo, zaščitne maske, celobrazne maske, kombinezoni razkužila, ki so gasilcem omogočala varno posredovanje tudi pri nalogah dezinfekcije posameznih objektov, vstopnih točk zdravstva, zdravstvene opreme in vozil. Na predlog Združenja slovenskih poklicnih gasilcev pa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje financirala tudi nakup hladnih zamegljevalnikov za vse gasilske enote širšega pomena s koncesijo za nevarne snovi. Na podlagi 7. člena uredbe o spominskem znaku za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 je pristojna komisija na predlog predsednika vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janše potrdila poklicne gasilske enoti Centra zaščito reševanje Domžale in poklicne gasilske enote Celje na predlog Združenja slovenskih poklicnih gasilcev za prejemnika spominskega znaka za požrtvovalnost v boju proti COVID-19. Direktor poveljnik poklicne gasilske enote Krško, Aleš Stopar, pa bo prejel priznanje civilne zaščite. Prosim ministra za obrambo, magistra Mateja Tonina, da se mi pridruži in nagovori prisotne. Spoštovani gasilci, spoštovani predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, gospod Miran Korošak, dragi generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospod Darko But, predvsem pa vsi poklicni gasilci. V čast mi je, da sem danes tukaj z vami, ko bosta kar dve poklicni gasilski enoti, to je poklicna gasilska enota iz Celja in pa Center za zaščito in reševanje v Domžalah, prejeli spominski plaketi za požrtvovalnost v boju zoper COVID. Pri dekontaminaciji objektov, prostorov, vozil, opreme in operativnega zdravstvenega osebja sta bili ti dve enoti med najbolj aktivnimi. Poleg tega pa, kot že rečeno, bo direktor poveljnik ene od slovenskih poklicnih gasilskih enot, poklicne gasilske enote Krško, prejel priznanje civilne zaščite za svoje požrtvovalno delo in dosežke pri razvoju enote. Slovenski poklicni gasilci in gasilke ste nepogrešljivi pri zagotavljanju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši državi. Ključno vlogo imate pri zagotavljanju požarne varnosti v večjih mestih, na letališčih in v večjih industrijskih obratih. Vse teritorialne
poklicne enote opravljate tudi gasilske naloge širšega pomena v prometnih nesrečah, nesrečah z naravnimi snovmi in nesrečah na vodi. Določene enote tudi ob nesrečah v daljših avtocestnih predorih. Poklicni gasilci ste večinoma prvi na kraju nesreče, ker s svojimi hitrimi in ustreznimi odzivi rešujete življenja, premoženje in varujete okolje. Sem se premislil, ne bom več pravil tega teksta, ker gospa in gospodje, ki so pripravili ta tekst, so o vas pripravili številne lepe besede. Če bojo mediji želeli, ta tekst dodam številne lepe stvari, ki jih počnete v vašem delu, ampak najverjetneje niste prišli sem, da bi poslušali moje lepe govore, ampak da bi prišli na bistvo in da bi odgovoril na vaše vprašanje, kdaj bodo rešeni vaši problemi. Priznam, da me je stvar presenetila, da me je sindikat poklicnih gasilcev precej ostro in neosnovano napadel. Sprašujem se, kje je bil prej 3 leta, kako da zdaj se kar naenkrat toliko mudi, prej pa v 2 vladah se ni tako mudilo pri urejanju teh stvari. Ampak povem vam, tako kot tukaj danes stojim, da če smo rešili še marsikatero hujšo in bolj zahtevno stvar, bomo rešili tudi vaše probleme. Če kaj, potem se nisem nikoli bal konfliktov, potem se nisem nikoli bal iti tudi proti vetru. In če smo uredili mnoge teže in zahtevnejše stvari v Slovenski vojski, verjemite mi, jih bomo tudi med poklicnimi gasilci. Ne bom se pa pustil izsiljevati enemu sindikalnemu voditelju. To pa ne. To pa ne bom dovolil. In tudi zdaj tukaj povem, problemi, ki obstajajo na relaciji poklicnih gasilcev in država, jih jaz ne bom reševal s sindikatom, ampak jih bom reševal z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, ki zastopa in predstavlja vse poklicne gasilce in ne zgolj tiste, ki so člani sindikata. To vam iskreno povem. Z vašim predsednikom sva se že dogovorila, da bomo pač sedeli toliko časa skupaj, da problem rešimo. In tukaj imate mojo besedo, da vse, kar je v moji moči, bomo storili, da to stvar premaknemo naprej. Nismo sedeli križem rok, bila je že ustanovljena pogajalska skupina, vlada je že sprejela stališča za pogajanje z gasilci. Če kaj, potem imamo posluh za gasilce. Zdaj tisti, ki ste člani prostovoljnih gasilskih društev, potem veste, da par dni nazaj so prostovoljna gasilska društva prejela od 2000 pa do 5500 evrov, zato ker vas je prizadela COVID kriza in je prav, da je tako. Če kaj, potem nam je v tem času tudi pod vodstvom gospoda Buta, ki ga vsi dobro poznate, njegova uprava dela gromozanske korake naprej tudi na področju uprave, ki skrbi tudi za vas. Prvič v zgodovini bo področje zaščite in reševanja v prihodnji evropski finančni perspektivi deležno tudi evropskega denarja. Doslej se še ni zgodilo v zgodovini Slovenije, da bi gasilci zaščita in reševanje lahko tako intenzivno črpala iz evropskih finančnih skladov. Dogovorjeno je, da bomo v prihodnjih letih počrpali 120 milijonov evrov evropskega denarja, zato da bomo izboljšali naš sistem zaščite in reševanja. Kaj bomo storili s tem denarjem? Najprej bomo zgradili še prej. Prej bomo opremili naše gasilske enote. Okrog 80 vozil bomo dobavili po celi Sloveniji, specialna vozila, ki imajo specialno tehniko,
tiste vozila, ki so izjemno draga in se ga marsikatera društva ne morejo privoščiti, zato da bomo ukrepili hitrost in pa učinkovitost na naravno pogojene naravne nesreče. Jaz pričakujem, da bo konec letošnjega leta že razpis za teh 80 in še nekaj vozil. Potem bomo zgradili 3 dodatne podcentre za še boljšo usposabljanje in izobraževanje. Podcenter za poplave v Murski Soboti, podcenter za žledolom v Kočevju in podcenter za naravne požare v Sežani. Tudi to bo šlo več 10 milijonov evrov v izgradnjo teh centrov. In ne nazadnje, zgradili bomo tudi enoten, celovit center civilne zaščite, kjer bomo pod eno streho spravili vse sisteme zaščite in reševanja v Sloveniji. Jaz mislim, da delamo velike korake naprej. Poleg tega pa sprotno rešujemo tudi vse ostale težave, ki jih imajo gasilci in gasilske društva. Med drugim naredili smo tudi korak naprej pri gasilskih zavarovanjih opreme in ljudi in še kaj bomo. Še enkrat pa poudarjam, nikoli se ne bom dovolil, da me sindikat izsiljuje in da pelje neke politične igre, da v petkih organizira kolesarjenje, ob torkih pa misli, da bom jaz okrog njih na glavi skakal, ne bom. In pogovarjal se bom s tistimi, ki dejansko zastopate slovenske poklicne gasilce, to pa je Združenje slovenskih poklicnih gasilcev. Pa naj tukaj naredim piko, ne bom šel predaleč, pa sam še dokončan tale govor, če pa kdo želel imeti celoto, ga pa lahko dobi. Dragi poklicni gasilci, visoko cenim delo slovenskega poklicnega gasilstva na področju zaščite in reševanja in pomoči. V svojem imenu ter v imenu Ministrstva za obrambo iskreno čestitam vsem prejemnikom priznanj, vsem vam pa se zahvaljujem za neprecenljiv prispevek k temu, da je Republika Slovenija varna država. Hvala vam za vse ure in dneve, ki jih preživljate v skrbi za našo varnost. In iskrena zahvala tudi vašim družinam, ki vam nudijo dragoceno podporo, da lahko upravljate svoje poslanstvo. Naj čim manjkrat kličemo na pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa ministru za obrambo, magister Mateju Toninu, za spodbudne besede. In zdaj pa še k svečanemu delu. Prosim direktorja poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik, da se pridruži. Pretekli meseci so bili za poklicno gasilsko enoto Celje zelo zahtevni in naporni. Strokovnost, znanje, ustrezno opremljenostjo in z visoko motiviranostjo so dokazali, da lahko tudi v tako težkih situacijah nesebično pomagajo vsem, ki so ogroženi. Pomoč so nudili z dekontaminacijo objektov in prostorov v domu starejših v Šmarju pri Jelšah, kjer se je vsakodnevno večalo število obolelih, v hotelu Paka v Velenju, kjer so bili ljudje v 14-dnevni karanteni po vrnitvi iz ogroženih območij ter v drugih javnih objektih. Prosim direktorja Centra zaščite in reševanja Domžale, Andreja Jarca, da se mi pridruži. V dnevih oziroma tednih, ko se je zaradi zajezitve epidemije COVID-19 večina javnega življenja praktično ustavila, se je delo v poklicni enoti potekalo z nespremenjenim tempom. Zaupana pa jim je bila velika izjemna odgovorna naloga. Strokovno in požrtvovalno so izvajali ukrepe in naloge, kot so dekontaminacija ljudi, opreme, vozil ter javnih in drugih objektov. Po začetka epidemije so izvedli več kot 500 postopkov dekontaminacije zdravstvenih delavcev ter njihovih vozil in druge opreme. Izvajali so dekontaminacijo v zdravstvenem domu Domžale in domu upokojencev Domžale.
strokovno, imamo posredno preko. Prav tako naj se pridruži direktor poveljnik poklicne gasilske enote Krško, Aleš Stopar, ki bo prejel bronasto priznanje civilne zaščite. Zahvala Vlade Republike Slovenije. Ob tej priložnosti se Vlada Republike Slovenije zahvaljuje Združenju slovenskih poklicnih gasilcev, da je prepoznala najbolj požrtvovalne, ki so nesebično pomagali pri preprečevanju širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Verjamemo, da enako ali še bolj požrtvovalno sodelujete tudi v drugem valu epidemije, za katerega upamo, da ga skupaj čim prej in čim bolj uspešno premagamo. Predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Na koncu naj se še v imenu Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in v svojem imenu zahvalim vsem, ki delujete v gasilskih vrstah, za dosedanje opravljeno delo, za odlično sodelovanje in delovanje na vseh področjih ter vsem, ki podpirate naše delo. Zahvala tudi ministru za obrambo, magistru Mateju Toninu, za dobro sodelovanje. Hvala lepa. Sedaj vabim medije, ministra za obrambo, predstavnike Domžal in pa Celja, da prikažejo medijem in pa ministru dekontaminacijsko cono in pa vozilo za reševanje v COVID-19. Prejeli ste spominski znak vlade za požrtvovalnost med epidemijo. Kako to komentirate? Sicer iste pregovor pravi, da medalja in šus nikoli ne zadaneta ta pravga. Kljub vsemu izredno smo ponosni, da smo z znanjem, strokovnostjo, pripravljenostjo za sodelovanje z drugimi službami v prvem valu, pravzaprav takoj te prve dni epidemije odreagirali, pravzaprav tako, kot se od poklicnih gasilcev pričakuje. Torej strokovno, z ustrezno opremo in ne nazadnje skozi smo iskali nove rešitve in nadgradnje našega izvajanja dekontaminacije. Samo mene gledajte. Kako ste se pa v zadnjem letu soočali z epidemijo tukaj v Domžalah? Pravzaprav moje razmišljanja so bila vedno taka, da ta operativni del oziroma naše gasilsko delo je nekako hitro začelo potekati zelo koordinirano. Pa ne mislim s tem, da smo postali kakorkoli površni oziroma kako drugače, da bi stvar ne bi iskali vedno novih rešitev. Večji problem je bil pravzaprav vsa ta splošna neka negotovost. Ogenj vidiš, poplavo vidiš, ruševine vidiš, prometno nesrečo žal vidiš, virusa pa ne vidiš. Se pravi, 46 sodelavcev, tukaj nas je v Centru za zaščito in reševanje Domžale, imamo svoje družine, smo v svojem okolju in vsak od teh 46 jih prinese neko svoje razmišljanje, neko svoje mišljenje, neke svoje izkušnje od doma, od okolja. In v bistvu pravzaprav največje posledice, če rečem, ali pa ta negotovost je izvirala iz tega. Kar se tiče same službe, smo se mi odlično organizirali, prišli smo na 24-urni delovnik, vse z namenom, da se izmene med seboj, se pravi delamo v 4 izmenah, da se izmene med seboj čim bolj srečujejo in da v primeru okužbe gasilca, se pravi, ne bi bila operativna enota kakorkoli, se pravi, zdesetkana. V prvem valu smo se z okužbami uspešno, se pravi, nihče od gasilcev ni zbolel. V drugem valu je pa prišlo do okužb, ampak so bile zelo lepo kontrolirane, se pravi, 1-2 na izmeno sta zbolela, prebolela,
smo pa vse skozi nosili zaščitna sredstva tudi znotraj enote, tako da v enoti okužb ne prihajajo. Tam smo tudi videli prikaz razkuževanja bolnišničnih vozil, drugih zadev. Kako ste v bistvu na ta način pomagali? Naše sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja v Domžalah ima že zelo dolge in debele korenine. Se pravi, vse službe med seboj odlično sodelujemo in tudi odlično funkcioniramo. Takoj, ko se je vključil, se pravi, kada je razglašena epidemija, se je avtomatsko vključil občinski štab civilne zaščite, ki je nudil neko logistično podporo oziroma support drugim službam, tudi mislim predvsem zdravstvo. In v bistvu smo bili zaprošeni, če imamo kakšno idejo, kako pomagati. Na srečo imamo v svojih vrstah strokovnjake, se pravi ljudi, ki vejo, kaj je treba v teh primerih narediti, in smo se zato ustrezno lahko odzvali. Poleg tega, kot je že poveljnik prej na predstavitvi omenil, smo imeli pa srečo, da sodelujemo s kemično industrijo, se pravi dezinfekcijsko sredstvo, bom rekel, takoj ta prvih dneh epidemije po vsej Sloveniji je bila težava, mi smo imeli pa v bistvu v navezi z razvojniki v okoliških podjetjih, kjer upravljamo tudi našo službo, smo v bistvu do tega dekontaminacijskega sredstva prišli in smo lahko te stvari nemoteno počeli. Ok, hvala lepa vam za izjavo. Prosim. Pa čestitam za priznanje. Ja, hvala. Hvala vam pa, srečno šola. Ne glede na to, da sem poklicni gasilec, moram povedati, da smo vsi, ki smo bili v enoti v marcu lanskega leta, ko je prišel COVID, ni nobeden od nas pomislil na to, kakšna plača, ampak smo se vsi skupaj odzvali na prošnjo službe nujne medicinske pomoči iz Domžal, da jim pomagamo. Namreč, takoj, ko se je vse skupaj začel, ko je prišel COVID, so tudi oni težave. Predvsem so imeli težave z opremljenostjo. Prišli so nas vprašati, kako se ne opremijo, kako se ne zaščitijo pred virusom in na nek podoben način, sicer nekaj takih, da zdaj vidite, ko imamo zaščitenega gasilca, smo jih opremali. Se pravi, ponudili smo jim našo zaščitno opremo, ki jo uporabljamo pri posredovanju v nesrečah z nevarnimi stroji, ponudili smo jim naše zaščitne maske in jih poslali, če temu lahko rečem, v borbo. Naslednji izziv, ki smo ga pa imeli, je pa to, da so te fantje pa dekleta prihajali nam nazaj, se dekontaminirati, dezinficirati. In moram reči, da smo imeli v začetni fazi bilo veliko težav pri izbiri ustreznega dekontaminacijskega sredstva. Zakaj? Zato, ker smo dezinficirali občutljivo medicinsko opremo. In tukaj se pač ni zaigrati. Vedeli smo, poznali smo, da mora biti dekontaminacijsko sredstvo oksidativno, se pravi, mora biti močen oksidant, sem pa še vedel fluor, stranske učinke vsi poznamo. No in tle moram spet reči, da je čisto na koncu vsega, pri izbiri samega sredstva, spet prišlo do tega, da se je pokazalo dobro sodelovanje javne gasilske službe, konkretno naše poklicne gasilske enote z industrijo v okolici. Namreč mi pokrivamo kemično industrijo, mi pokrivamo farmacevtsko industrijo in ostale industrije. Predvsem te dve industriji sta nam pomagali in prišli smo do zelo glasnega vodikovega peroksida, ki smo ga začeli uporabljati v lanskem marcu. Zakaj? Zato, ker je bio dekontaminacijsko sredstvo, ne pušča za sabo nič, je neškodljivo za medicinsko, za elektronsko in vso opremo. Se pravi, zadeli smo naloto. In tam smo pač, s tem smo ga začeli uporabljati. Naslednja stvar, ki je bila pri temu sredstvu pač pomembna, je bila razpršitev. Se pravi, da je bilo treba v vozilo, na osebo na nek način aplicirati. Zdaj pa virus je zelo majhen, se pravi, mora biti tudi kapljice čim bolj majhne. Tako da začeli smo v štartu čist na tak preprost način. Doma imate mogoče sledovnak, pa se spomnite sledovnaka, no. Tiste kapljice so bile zelo velike, pa smo počas prišli do ličarskih pištol. Če sem lahko domač. Tam so kapljice zelo majhne, zelo se jih da razbiti in dosežejo zelo velik prostor. No, na koncu moram reči, moram pohvaliti tudi direktorja, super sodelujemo tudi z upravo za zaščito in reševanje, lahko si to ste sigurno po kolegih iz tele, v garaži, gleda nove, sodobne stroje, naprave, ki pač uspejo vodikov peroksid zamegliti, ga spraviti v hlape, s
tem dosežemo prostor, da je bolj dezinficiran, se pravi vodikov peroksid se usede v najmanjše pore tega prostora in tukaj lahko rečemo, da je potem učinkovit. Zelo zanimiva pot je bila do tukaj, zato sem se pač mogel toliko časa se upravičujem. Zdaj, če imate čas, reševalci so bili pripravljeni, so prišli izjemoma danes sem, pa bomo pokazali na tak način, je poteka dezinfekcija reševalnega vozila in na koncu zdaj glede na to, da naj bi bil reševalci oziroma vse skupaj vključen ustrezno tudi zaščitimo gasilca z ustrezno zaščitno obleko, po domači rečemo podlovinska. Zakaj je izolirni dihalni aparat? Predvsem zaradi tega, veste, da smo delali tudi v mesecih, ko se bi temperature veliko više, viziri se rosijo, ko uporabljamo izolirni dihalni aparat in imamo boljšo vidljivost. Zdaj v predvidevanju v vozilu se je vozila COVID okužena oseba, se pravi, treba kompletno vozilo dezinficirati. Naprava, noter se ostala naprava, s katero bomo aplitirali vodikov peroksid, se pravi prostor. Ne, to je pa proizvodna, mislim, da ne bom nič narobe povedal, Iskra Pivo je proizvajalec, drugače pa v startu smo prišli do neke nemškega podjetja, ki je te naprave delal, v bistvu se glediči te naprave, mislim, da poleg tega različa. Super naprava, naredi meglo, zdaj bomo malo bolj počakali, da se pravi, ustaviš noter, nastaviš čas glede na prostor, v katerem je treba opraviti dezinfekcijo in po nekem določenem času naprava sama začne proizvajati meglo vodikovega peroksida in prostor že med njih. Bomo počakali, par sekund je še, se pravi naprava bo začela delati in v roku 4 minut prostor popolnoma zameglimo. Na koncu je treba pač, evo, to je megla vodikovega peroksida, ki bo potem se pač dosegla bo vsak še najmanjši prostor v reševalnem vozilu. Normalno, zadeva je nevidna, virus je ena taka čudna stvar, to ni ogenj, ki ga vidiš, virusa ne vidiš. Učinkovitost dezinfekcije merimo s tako imenovanimi lističi, ki nam kažejo, se pravi, v prostoru jih namestimo. Barva je to? Ja, list se obarva. To je indikacija, da je pač vodikov peroksid dosegel nek prostor, nek opremo in s tem imamo tudi dokaz, da smo bili učinkoviti, ker drugače je pač učinkovitost zelo težko. Koliko časa pa recimo za eno tako reševalno vozilo laufa? 4 minute. 4 minute. Prosim? Potem je treba, da se pusti. Zdaj, problem je v tem, da je, se pravi, koncentracijo, ustvarimo zelo visoko koncentracijo, ki je lahko pri vdihavanju škodljiva pač povzroča draženje sluznice, draženje oči. To je ena stvar, druga stvar ga popustimo, da zadeva učinkuje. Sicer po zagotovilih ne bi bil učinkovit v minuti, koncentracija 1,5% ne bi virus uničila v 1 minuti, ampak vse mi pustimo prvič zaradi tega, da učinkuje, drugič pa da koncentracija še malo pade, tam 15 minut do pol ure ga pustimo avto zaprt, potem ga pa zračno. To je postopek zdaj. V prejšnjem času smo pač uporabljali še generatorje ozona, se pravi tukaj je pa mogoče že malo preveč, da bi razlagal, se pravi možno, da je ozon je eno močnih oksidantov in tle smo zelo iskali alternative. Ker se pravi bil je, da se spomnite, ekocid, bil je alkohol, ekocid, problem ekocida je tem, da ga je treba čistiti, da ti apliciraš, ga je treba čistiti, za peroksidom peroksid pustiš. Končano. To postopek zaključen je, dezinfekcija narejena in reševalec gre lahko naprej. Če bi uporabljali ekocid, je treba zadevo čistiti. Zdaj si pa predstavljate, kako čistiti. Aparature pa zelo, ne, se pravi, treba sprati vodo. Tako da se je tukaj zelo, bom rekel, pokazal. Alkohol, problem alkohola so armature, naprimer, v vozilih. Vi morate vedeti, reševalna postava v Domžalah ima 4 vozila. Naredili smo, zdaj me neči za besedo držati, 760krat so bili pri nas. Deljeno 4, eno vozilo približno 200 dezinfekcije naredil. In če bi to delali z alkoholom, bi bili volani pa armature bi bile
da ne rečem, da na žrtve, no, ko sem tako zelo doma. Tako da to je postopek dezinfekcije prostora v vozilu. Prostore v zdravstvenem domu, v domu upokojencev smo delali, dezinficiramo na isti način, samo da uporabljamo naprave, ki so večje, imajo več tekočine vse in pač naprave tam do 200 kvadratnih metrov prostora, pa jih pa pač glede na prostor razmestimo, naredimo, zameglimo prostor, počakamo, prezračimo in prostor je lahko namenjen za uporabo. Zelo dobra stvar, zato ker ni treba paziti na nobeno stvar, ki je v prostoru. Pa naj bo to računalnik, naj bo to monitor, naj bo to televizija, naj bo to obleka. Ta know-how prenaša tudi naprej do ostalih vaših kolegov, know-how, znanje, ki ste ga dobili. Ja, smo, vse se prenaša, ne, prenašajo tudi kolegi iz Celju. Lego, mogoče se lahko pohvalim, da smo pomagali predvsem zdravstvenim ustanovam. Pa naj bo to Zagorje, naj bo to Trbovlje, naj bo to Koroški zdravstveni zavod, zdravstveni dom Logatec. Vsi so pač, ki so videli, kaj delamo, so vsi klicali pa v tisti začetni fazi, ne, pa kako nam lahko svetujete. Tako da, bom rekel, da je bil občutek tako dober, pa denar ni imel tem. Tako da to je to. Zdaj pa, evo, reševalce pa zgledal približno na tak način. Poleg je zdaj opremljen, na tak način smo ga opremili v začetni fazi, da ne bo pomote, ker potem smo vso zaščitno opremo dobivali tudi od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pa naj bodo to zaščitni kombinezoni, naj bodo to zaščitne maske, ki so veliko bolj uporabniku primerne ali pa prijazne, kot so bile pa v začetka FFP2 maske, pa zaščitna očala, ne, tam so bili še večji problemi. Mogoče, če mi dovolite, samo še zanimivost, kar se tiče peroksida. Ko smo s tem začeli delati, me direktorica zdravstvenega doma kliče vsa zaprepadena, pa se dogaja. Pa vi delate našim ljudem, a so te ljudje mokri od tega? Sem rekel, so, od tu, ne, ker pač ne, vse se mu že malo vita, ne, pa je čist primer, ne. Ja, pa s kom to delate, pa ja, pa s tem to delam, no, to je bila sobota, v nedeljo zvečer, v nedeljo dopoldne me kliče, prav, smo brali eno nizozemsko analizo, a bi nam še FFP2 maske dezinficirali s peroksidom. Tudi to smo delali. Bil premik naprej. Ja, samo za zanimivo. Zdaj pa, če imate še to, bomo pokazali še dezinfekcijo posebej. Covida. Pomanjkanje zaščitne opreme, pomanjkanje zaščitnih mask, kombinezonov. Vse, kar bo šlo v odpad, od kolega so zaščitne rokavnice. Zaščitne rokavnice grejo noter in to je pravi odpad. Vse ostalo treba ponovno uporabiti. Se pravi, kolega že aplicira volitev peroksid, v naslednje fazi gre tudi za splaščanje osebe, bomo počakali, se pravi, zdaj ne bo izistuje to, če je lahko pogledala, ne? Naslednja stvar, ko se bi tega bomo slikali, kombinezon treba odosoditi. Čakam, da se potem ven namočimo milnico, nahranje, sušilno komoro. Sušilno komoro imamo, je pa spet neka posebnost, zraven tega, da se suši, je noter še UV baren, pa neprsti UV svetlobe. Tudi kolik slišali, je tudi dober do dezinfekcijsko sredstvo. Se pravi, da se ena oblika trikrat dezinfekcija, preden gre nazaj v uporabo. Postopek slačenja, da boste videli, skorka v vsaki intervenciji na področju varnosti, to je samo odvisno. Zračenje maska gre v posebno posodo, filter se srame, v prostoru se dezinficira maska, enkrat dezinficiramo s peroksidom, potem je spet v ultrazvočno kopel, spet dezinfekcijsko sredstvo, splakovanje, spet sušenje v komori z UV svetlobo. Gremo lahko kar naprej.
In pa seveda v zimskem času gretje, pa ker so fantje zelo fizično tudi obremenjeni, tukaj čakajo še njihove nadomestna zaščitna obleka. Bi šel tora ven, nazaj v novega rešilca, v drugega rešilca in na intervencijo. Na tak način smo delali, oziroma še danes delamo dezinfekcijo medicinske opreme in pa osebje. Kolikrat na dan pa je bil tak postopek v najhujših časih? 15. 15. Ja. V 24 urah. Delal se je pa od jutra prek noči do jutra. 15-krat je bilo največ. Če si predstavljate za ene Domžale. Hvala lepa, Vojnik Matjaž. Hvala vam za pozornost. Hvala vam za zelo izzivo pa natanjstvo skozi leto. Pa še enkrat hvala lepa za vse, ker ste res počeli. Zdaj pa gremo še naprej. Lahko gremo kar tle. Tukaj je Celje predstaviti za svojo opremo, da se vidi tudi kam. Pripravljeni na nesreče, nevarnih stvari, in v bistvu pa moramo izvajati še te dezinfekcije. In v prvi fazi smo mogli potem osnovati najbolj racionalno, seveda, imamo posebno vozilo za nevarne stvari, ki so dejansko za neke večje zadeve. In ni bilo racionalno, da bi jih obremenjevali v tem primeru. In zato smo potem kar klasična vozila, ki jih poznate pod imenom za prevoz moštva, smo jih opremili z dodatno opremo. Seveda to je vse, bi temu rekel, v tem prvem valu je zelo hitro vse skupaj potekalo, skupaj z upravo, gasilsko šolo, združeni smo osnovali navodila za upravo naprav, posebnih, tam tudi tisti za nadaljevalnike. Na drugi strani same postopke izvajanja, da gasilsko da širšega pomena vedle, za katerim dezinfekcijskim sredstvom, koliko časa in kako je treba ravnati, da ne narediš neke škode v prostoru. Seveda potem smo se še tudi dogovorili prek uprave, da smo dobivali peroksid, dobavili smo naprave za nadaljevalnike, so te silne naprave, večje notre, s potem govorili plotne za nadaljevalnike, te so večje. Se meni zdi, da ima noter manjšo podobno napravo. Točno tako. Tista bolj mobilna, za take primere za osebno dezinfekcijo. Pri teh večjih, ti so pa bolj primerni, kaj malo manjših, ki so malo večji, to so za prostore, pisarne, jedilnice. In seveda potem smo samo čakali, kdaj se bo začelo ta dezinfekcija upravljati. In lahko rečem, določeni dnevi so bili zelo naporni, lahko po 3-4 dezinfekcije upravljali, v bistvu so se potem te okužbe začele v teh javnih ustanovah širiti. Seveda z zaprtjem vrtcev in šol se zadeva malo omejila pri vrtcih in šolah. Potem glavnina je bila v zdravstvenih domovih in v DSO-jih. Tam je pa dejansko bilo momente najbolj kritično. Seveda, mi smo tudi potem probali čim bolj racionalno delati z opremo, se vemo, da smo imeli vsi težave z zaščitno opremo v štartu, da smo preživeli. Tu smo kar te kislinske obleke za večkratno uporabo uporabljali, isto kot kolegi zdržali. Se zadeva potem inspekcija upravlja, da smo lahko dejansko te obleke so spravile preko 50 dezinfekcij v teh ustanovah. Potem, odvisno od, bi temu rekel, od terena, kaj je bilo potrebno narediti. Če traja tako v Šmarju, ko smo bili dejansko 3-4 dni na terenu, smo potem uporabljali, pa tudi je bilo potrebno uporabnike postaviti iz enega drugega nadstropja, smo uporabljali plinske maske, ki so tukaj razvidne, te so bile zelo, bi temu rekel, so olajšale delo. Pri teh manjših dezinfekcijah, uro, dve, smo uporabljali dihalne aparate, ki smo tako tudi sami poservisirali, zdaj vzpostavili normalno stanje. Seveda, zraven smo še potem mogli imeti včasih električne agregate, odvisno od naprav. Tudi smo posredovali po gasilskih domovih, lokalni gasilci prišli v stik z COVID bolnikom. Potem smo mi tudi deško noto šli ta njihov dom, vozilo, opremo razkužili, da so lahko nemotno upravljali javno gasilsko službo. Tako da, tole je bilo, lahko rečem, v prvem valu smo zelo stisnili, potem je rekel, strnili moči, skupaj z upravi gasilsko šolo, združenje, Gasilska zveza Slovenije, smo to nekaj potem rekel smernice naredili. Zdaj drugi val, bi bistveno boljše organizacijsko, operativno pripravljeni, potem rekel, tisti malo strah je vedno prisotno malo izvedeli, je pa res, da drugi val je pa bistveno bolj obsežen z delom. Tako da je Vi ste mi tam Šmarje, prvi banj linij, da je bilo
tujih projektov. Točno tako. Moram vedeti, da takrat so še bili določene, tudi temu rekel, domovi in bolnice niso bili dobro sinhronizirane in so bili pač kar precej težav na terenu. Ampak, tako je že Matjaž kolega rekel, mi smo potem, takoj ko smo ta znanja osvojili oziroma nadgradili, smo tudi vedeli, da zadeva dobro teče. Seveda mi smo dneve in noči smo brali tuje študije, se pogovarjali med seboj, kaj učinkuje, kaj ne učinkuje. In ko smo dobili neke dobre rezultate iz terena, mi smo to potem delili okrog. Vem, da sem se v drugem valu končno začel biti, sem bil z direktorcem domova v kontaktu, smo se pogovarjali, ker dejansko treba je bilo usmerjati, treba je tudi tem usmerjenim povedati dejansko, da je v njih tudi isto kam, da se ta delo zelo pomembno prenaša. Tam smo vidimo in pomagali, smo postavili cone, da so bili dejansko, še zdaj, ko se slišimo, smo nekaj prijateljske vizije. Koliko ste vam imeli okuženih dejansko profesionalno sestavo? Lahko rečem, da bi rekel, v času upravljanja gasilskih del nismo zaznali nobene okužbe. Vse okužbe, ki so se pojavljale pri zaposlenih, točno tako, ker mi smo veliko mogli časa nameniti, kako organizacijo narediti. Morate vedeti, da pri poklicnih gasilcih se izmene dnevno srečujejo. Je bilo potrebno to res narediti neke varne koridorje, da so se izmene čim manj srečevali oziroma nič. En del gasilcev smo dali na pripravljenost in lahko rečem, tako še zdaj nekatere enote držimo to distanco, če bi slučajno česa tušno imamo rezerve. In koliko je po mojih podatkih so uspešno poklicne in prostovoljne enote za Gešpe dobro poznati, noben ni imel, dejansko je imel neki izpad, da bi rekel, da pa ne gre. Tako da jaz mislim, da to je neka definitivno doseženje. Da ste se samo začetno in previdno sponašali. Točno tako. Ja, smo se učili prvega dneva skozi naprej, ker v bistvu niče ni s tem bil seznanjen. Niti ni bilo podatkov, vse kar smo dobili, je bilo s terena. Za upravo smo res sodelovali, kar je potrebno res posebej pohvaliti, saj direktorja. Mi smo skozi kontakt, skozi smo se posvetovali z gasilsko šolo in je bilo res, da smo potem prišli tega, kar imamo danes, kar znamo razpolagati, kar znamo delati. Če bo ta energija dejansko v tistem času, kdo ni delal, da je bil samo doma, smo prijetni, da primer energije je bilo potrebno tu v tistem času, v hitrem kratkem času se zvaka gasilstvo. Res to je bila za mene kar dobro izkušnja. Za vse, ki ste to je izjemno delo. Bomo tudi v prihodnje se trudili, oziroma vemo, da smo dobro usposobljeni, pripremljeni. Imamo tudi določene ideje, katere bomo predstavili, ki so tudi dobro znali celotnega. Hvala lepa, ja. Isto za danes, ne? Kar predstavite, če imate še vi kako vprašanje za... Mislim, da so bili vsi poročevalci zelo izčrpni, da so dobro povedali. Hvala lepa Domžalski enoti za gostoljubje. Hvala vsem, ki ste prišli sem pa naredili to predstavitev. Pa tisočkrat hvala za vse, kar ste naredili. Jaz vem, kaj je moja domača naloga, kaj moram jaz narediti. Tukaj lahko računate, da se ne bom nobeni stvari izogibal in če bo le možno, bomo stvari porinili naprej. In se veselimo časa po koroni, da bo spet kakšna gasilska veselica. Kar se strokovnosti tiče, bomo priskočili vedno na pomoč, če boste karkoli potrebovali. Z veseljem. Računajte zdaj, da zlasti predstavnika ali pa vodstvo vašega združenja poklicnih gasilcev, da bomo v prihodnjih mesecih nekoliko več v stiku. Sem se, ker bi rad problem rešil z vami. To je moja glavna pomoč. Hvala. Prav, ostanite zdravi pa srečno, hvala lepa za vse. Hvala tudi vam. Hvala. 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 Bom še res poklical tudi Celjak. Super.
Vidite, še ni domačin zraven. Še pride, ja. Še tako da imamo vse, to ja. Ok, super. Hvala. Zdaj bom to preciziral, da če grem nekam na teren, če ne možno Ostanite zdravi, srečno. Še naprej. Srečno. Srečno. Je bilo v redu? Vse je bilo? Še kdaj pustite?